Po 5-mesečnem intenzivnem delu v podjetjih smo danes na sinergijski delavnici skupaj z vsemi podjetji izmenjavali izkušnje, izzive, probleme in pa seveda poskušali najti čim več rešitev na področju strateške izzive na področju trajnosti. Podjetja so v procesu trajnostne poslovne strateške transformacije postavljala močne temelje na področju bodočega poslovanja. Postavili oziroma zavezali so se takim poslovnim odločitvam v prihodnje, ki bodo temeljile na tem, da bodo zniževali negativne učinke oziroma povečevali pozitivne učinke, ki jih ima njihovo poslovanje na okolje, naravo, človeka, družbo in pa seveda skupnost, v kateri delujejo in poslujejo. Program trajnostne strateške transformacije bi svetoval tudi ostalim podjetjem, ne glede na velikost, ker bojo podjetja v bistvu dobila neko vrednost v smislu znanja, reševanja vse večje nepredvidljivosti na trgu. Kako se odzvati, na kakšen način se odzvati na vse te nove izzive, na katerih do zdaj nismo bili še navajeni. Za ostala podjetja bi priporočil, predvsem za manjša pa srednja, ki se z nekaterimi strateškimi stvari ne ukvarjajo, je to ena taka priložnost strani Spirita, ki bi bila mogoče neka nova izkušnja za njih, tako je bila tudi za nas. Proces trajnostne transformacije priporočal podjetjem, predvsem manjšim oziroma srednjim podjetjem, ki nimajo še razvite strategije za naprej. Tako da skozi ta proces bodo zaznali, kje so njihove prednosti, kje so slabosti in se usmerili k boljšim, trajnostnejšim produktom v prihodnosti. Mi smo tekom programa v svojem podjetju našli en kup skupnega jezika, ki ga mogoče prej nismo znali na tak način uporabiti in izkoristiti. En kup znanja, ki nam bo, sem prepričana, tudi v prihodnosti prišlo zelo prav. Priporočam vsakemu podjetju, da se tudi pridruži trajnostnemu razvoju. Komu bi priporočal in zakaj bi priporočal? Prvo, komu? Firmam, ki si želijo nekega razvoja, ne navadnega razvoja, ampak trajnostnega razvoja, ki razmišljajo celovito s pogledom v prihodnost, da bojo ponudili svojemu kupcu, ali je to zdaj druga firma, ali je to končen kupec, nek produkt, ki ne bo za enkratno uporabo, ne za kratkotrajno, ampak za daljšo uporabo. Pridobijo pa lahko določeno znanje, ki ga večina podjetij nima na področju, bom rekel, trajnostnega razvoja, potem kompetenc kadrov, razvoja kadrov in seveda tudi, bom rekel, doprinesejo širši družbeni skupnosti, ker vsi delujemo v nekem okolju, ki od nas nekaj pričakujejo in mu moramo tudi nekaj dati. Priporočal pa bi vsem podjetjem, da se udeležijo tega procesa, predvsem zaradi tega, da si odprejo oči, kje v podjetju je veliko vrzeli, ko mislijo, da so pokrite. Nas je pripeljalo do tega spoznanja, da je veliko stvari še treba opraviti. In ravno skozi ta proces mislim, da se je celoten tim veliko naučil. Proces trajnostne transformacije bi podjetjem priporočal z vidika definicije ciljev za prihodnost in obveščenosti celotnega podjetja. Skozi proces podjetje z sodelovanjem vseh zaposlenih oziroma večjega dela zaposlenih pride do ključnih smernic, usmeritev. Podjetjem bi priporočil, da se udeležijo trajnostne transformacije, zato ker bojo s tem ugotovili, kje so šibki, da lahko to izboljšajo, da začnejo lahko tudi kaj novega sami razvijati oziroma tudi sami svoje podjetje razvijati. Vsem podjetjem, ki se nameravajo prijaviti na ta razpis, bi predlagal, da to enkratno priložnost izkoristijo ne samo za svoje podjetje, ampak tudi za širše, ker samo z skupnimi močmi bomo lahko izboljšali celotni tok poslovanja. Akademijo trajnostne transformacije dejansko priporočam iz dveh razlogov. Prvi in mogoče celo glavni je sam proces izdelave strategije, ker smo se dejansko sodelavci čez ta proces ozavestili cel kup naših strateških trajnostnih izzivov
kar je bilo tudi zelo pozitivno, smo se zelo povezali kot ekipa. Tretja stvar pa je seveda sama strategija trajnostne transformacije, ki je nek dokument, ki ga sicer kot srednje podjetje ne bi nujno si izdelali in iskreno verjamem, da ker smo do njega prišli tako skupaj, ga bomo tudi uporabljali in živeli. V proces trajnostne transformacije vabimo nova podjetja oziroma predvsem tista podjetja, ki se čutijo odgovorne in pa dovolj zrela, da stopijo skupaj z nami na pot trajnostne transformacije, da bodo kreirala boljšo vrednost za človeka, naravo in skupnost, v kateri delujejo.